Danes vas popeljem skozi tist, kar ni zapisan v knjigah kot dokaz, ampak tist, kar je ostalo v šepetih starih ljudskih ust, v megli nad rekami, v sencah gozdov ob polnoči. V naših krajih so se stoletja pripovedovale zgodbe o bitjih, ki so živela med nami, ali pa zunaj meja našega sveta. Bitja, ki so bila spoštovana, strahovana, priklicana v pradavnih obredih. V današnjem videu bomo šli čez stara slovanska bajeslovna bitja, kot da bi rekla naša mitologija, oziroma prijazna, oziroma večinoma scary bitja, v katero smo tudi mi verjeli. A veš, ste mi fulkrat pisali, govoril o babi Jagi. Danes bomo, ker je del naše kulture, it's amazing. Pač ne vem, zakaj prej nisem o tem govorila. Danes bom pa v Kresnikih, ki so basically naši mitološki bojci proti zlom, pač res amazing zgodovino imamo. Imamo tudi amazing nov mikrofonček, jaz srčno upam, da vzaj to mečkam boljš, vse pa lažje, če ne bomo pa še delali na tem. Prijem pa gremo v ta video, zelo dobra, super vesela novica. Upam, da ste 18+, ker je pomembno, da ste 18+ za tole, ampak od sveta užitka koledar. Najbolj zaželena stvar. Adventen koledar vsak let pride, vsak let je razprodan, vsak let je folk nor mega, ker je amazing. Lahko si predstavljate, noter je 24 ali 25 igračk za vsak dan v adventu, da eno odpreš. Logično so to intimne 18+ igračke. Zdaj tako, jaz nikoli nisem zdržala do konca, da ga odprem, ampak point trenutno je samo to, da veste, da je early bird ponudba in imate tole kodo, mislim, da je Alenka AT25. V glavnem tukaj imate napisano, da nam kaj narobe rekla. Uporabite jo, ker velja samo do 12.10. Potem se ta akcija zaključi in mislim, da ne bo več toliko poceni. Odpirala ga pa tudi jaz zdaj nisem, ne morem vam pokazati, ker je point, da ga vi sami odpirate. Ga bom kmalu, ker ne zdržim nikoli, da oko mi čakam. To je tako fun. Mi pa gremo naprej tale mitološki video, ko mi čakam, da vam predstavim te stvari. Prva stvar, čez katero bomo šli, in če ste že gledali moje TikToke, smo že šli čez bitje Kresnik. Kresnik je eno najbolj kompleksnih bitij, zaradi tega, ker kot boste opazili, in to mi gre rahlo na živce, ga velikrat povezujejo z zelo dobrimi stvarmi, včasih pa tudi s kakšno slabo stvarjo. Ampak to se bo ves čas dogajalo v teh naših bajkah, ves čas je neko bitje, ki je lahko ful dobro ali pa ful slabo. Pač zgodbe za nazaj ima v obe smeri. Isto Kresnik, ampak večinoma je dober. Večinoma je opisan kot bog poletja, sonca, ognja, neba, groma in strele. Kot nekaj zelo mogočnega. Nekaj, kar se je običajno borilo proti slabim stvarem in zelo pogosto so bile to kakšne kače. Torej, če je bila nekje kača, ki je govorila in je bila zlobna in je bilo treba premagati, še ta Kresnik in jo je premagal in je rešil ljudi. Ali pa druga opcija, lahko so bile prav pošasti ali pa vampiri. In ni noro amazing, da imamo mi v zgodovini ogromno vampirjev, ki bi si mislili, da so, ne vem, romunski ali pa da sploh ni naše. Je, pač to je tako zelo naša globoka zgodovina in kultura. Pogosto so se borili proti vedomci, to vem, da smo mi na faksu obravnavali, ker sem etnologijo študirala, ampak sem malo pozabila, kdo so bili, lahko jih naslednjič obravnavamo, če boste želeli part 2, ker teh bitij je še ful. So pa pogosto bili Kresniki namenjeni temu, da vzpostavljajo red med dobrim in slabim ter med našim svetom in onkraj našega sveta, torej da so bili oni kot nek povezovalc med našim in tujim svetom. In na še en način smo jih spoznali lahko v zapisih starih in sicer na podoben način kakor shapeshifterji ali pa kakor bi vi rekli skinwalkerji, samo da ne da so zlobni. Kresniki naj bi delovali tako, da zvečer, ko grejo spat, se vležejo v poslo, zaspijo in grejo ven iz svojega telesa in ko grejo ven iz svojega telesa, se spremenijo v neko žival. Zelo pogosto je bil to vol, pes, lahko tudi žuželka ali pa ptič, pa lahko tudi še kaj drugega, ampak te so bile najbolj pogoste. In ko je bil on izven svoje lupine, izven svojega telesa, je bil v nekem medsvetu, ker se je lahko boril potem z zli duhovmi, z zli silami, pač bilo kaj. In pomagal svetu. Je bila pa ena finta, da tisti, ki so bili budni in so videli njegovo speče telo, če so ga obrnili okrog, torej na trebuh, on ni mogel več nazaj svoje telo. Ne vem, zakaj je to sploh del kulture, ne vem, zakaj bi ga kdo obrnil okrog, če se je boril proti slabim silam in nam je pomagal. Ampak ja, point je, da je on ostal v nekem limbu in ni mogel nikdar nazaj. Ostal je v svoji živalski obliki in ni mogel nazaj, sploh v telo in biti človek. Čez dan ne bi bil on čist normalen človek, drugače. En primer bom izpostavila, to bo Ptujčanom zanimiv, oziroma tistim iz Urberka, ful blizu Ptuja, ker sem jaz na zemljevidu pogledala, in sicer tam naj bi bil knez Kresnik oziroma Krsnik in naj bi premagal pošast. Cool as hell, vi ste imeli pošast kačo s pernatimi krili.
in on jo je premagal in potem jo je vrgel v grajski studenc in zavaroval posest s surovim lancem, kjerkoli že to je. Naslednja, ki gremo, mislim, da je zdaj naloga od mojega editorja, da daš tukaj Johna Wicka, ki rečejo Baba Jaga. Baba Jaga. Jaz sem se vedno spraševala, zakaj, če je Baba Jaga slovanska čarovnica, zakaj jo omenjajo kot Johna Wicka. Mogoče zato, ker so se je resno bali v zgodovini. In v tem primeru mislim, da so Rusi to izjavili, tako da očitno je tudi njihova zgodovina. Njena zgodba se pa pojavlja v vzhodni in srednji Evropi, torej lih pri nas, pa še mečkam bolj vzhodno. Če boste kdaj slišali, da je Ježi baba, tako tudi ji rečejo, oboje pravilno, Jaga baba, Ježi baba, pa Baba Jaga. A sem prej rekla Jaga baba? Baba Jaga. Ok, njena zgodba je zelo zanimiva. Najbolj posplošeno rečeno lahko rečem, da gre za eno čarovnico. Zelo tipično, kot čarovnica živi osamljeno, samotno, sred gozda, odmaknjeno in rada ima, da je odmaknjena. Razen očitno, če hoče koga ujeti in pojesti. Bomo pa o tem govorili. Velika značilnost je njena hiša, ki naj bi bila značilno na kokošjih nogah. Zaradi tega, da se lahko dvigne, obrne, spremeni lego, zbeži ali pa ujame koga ali pa zbega koga, da ne ve, kje v gozdu je, če to hišo trikrat videl, pa čeprav ve, da gre v drugo smer. Amazing, pač to sem prvič slišala, njena hiša je na kurjih nogah. Tako da, če pomislimo, da je bila ona od Jankota pa Metkota, ki je imela sladkarije gor sred gozda, vemo recimo, je bila čarovnica, ampak ni bila Jaga baba, zaradi tega, ker ni imela hiška kokošjih nog. Zvedela sem tudi, da potuje v možnarju s paličico in uporablja metlo, da briše sledi. To so taki detajli, ki včasih je, včasih ni, ker večinoma jo vidimo narisano kot samo žensko, niti ne na metlih, sem pač tako grdo, scary starko, kot si lahko predstavljate. Možnar nima smisla, ker mislim, da je to tam notka trejo, ne vem, sol, začimbe, take stvari, veš, in to ne vem, zakaj bi ona v tem potovala. V nekaterih zgodbah se tudi premika iz peči v dimnik, iz dimnika dol v peč, tako da ne čez vrat, ampak bolj tako sniki. A ja, pa še to, v starejših interpretacijah je bila celo kanibalka, pa ne da jedla kogarkoli, jedla je otroke. Če mene vprašaš, so jo uporabljali zato starši, da so strašili svoje otroke s tem, da ne hodijo sami v gozd, ker se jo bo izgubil in jih bo pojela Baba Jaga oziroma Jaga baba, whatever. I guess. Neke vrste pehta, samo da pehta spet ni imela hiše na kurjih nogah. Spet pridemo do dvojnosti njene vloge, kot sem rekla, malo me gre to na živce, ker ne veš, kaj pričakovati, ampak v nekaterih pravljicah pomaga junakom, da dosežejo cilje in spet v drugih jih preizkuša ali uničuje, če ne uspejo. Tako da ne vemo, a je enemy ali je z nami, who knows. En primer je zgodbica oziroma pravljica Vasilija Lepa. To je bila deklica, ki na nek način si jo lahko predstavljate kot tisto pepelko, ker je bila osovražena od svoje pol familije, od mačehe in pol sester. Šla je k babi Jagi po ogenj in potem jo je Baba Jaga začela na vse načine preizkušati, in ker je deklici uspelo vse te preizkuse prestati, ker je imela tako čarobno lutko, jo je potem Baba Jaga nagradila. Nagradila jo je pa na scary način, ampak dala ji je lobanjo z žarečimi očmi. In potem ta lobanja z žarečimi očmi je pomagala ubiti oziroma uničiti svojo mačeho in dve polsestre. Tako da v tem primeru Baba Jaga najprej preizkuša, ali pa pomaga. Naslednji, tretji duh, entiteta, whatever, so domovoji. Ta mi je všeč, ker je najbolj podobno duhu, samo da načeloma ni. Naj bi bil duh vezan na hišo ali na družino, samo da je v obliki majhnega možičla, ki ne bi bil tak bradat in imel svetle oči. Obstaja tudi ženska verzija, ampak bomo pa o njej govorili. Torej, staroslovanski duh doma. Izvira tudi iz besede dom, čisto normalno, kot se sliši, domovoj. Deluje pa zelo tako, je odsev družine in hiše, ker če ga družina lepo obravnava, če je prijazna do njega, če mu občasno pušča kakšno delčke hrane, da puca hišo, da se ne kregajo med sabo, da so nasploh prijazni in da se razumejo, bo on prijazen. In če ni tega, ko je prijazen, ko je vesel sebe, lahko celo smeje in se takrat sliši hihitanje ali pa celo cepetanje in ples. Če pa pač niso dobri do njega, pa lahko prinese nesrečo. Vrste nesreče.
Ponoči lahko duši gospodarja v spanju ali ga pritisne na prsih. Če je kdo od vas doživel spalno paralizo, lahko to povežete s tem, da se oni mogoče niso znali razlagati, kaj se jim dogaja in so rekli, domovoj mi je prišel na prsa. Ker v spalni paralizi pogosto se zbudiš, se zbudi, telo pa spi in vedno vidiš neke pojave in imaš feeling, da te nekdo duši ali pa da te stiska v prsih. Straši lahko tudi otroke, prestraši hranilne zaloge oziroma jih izprazni, torej da jim zmanjka hrane, oziroma po mojem, če je ljudem takrat zmanjkalo hrane, so rekli, da je domovoj kriv in ne slaba letina. Lahko povzroči tudi nesreče v hiši, požare ali pa potrese. Spet se mi zdi, da je to nekaj naravnega, ker so se oni razlagali nadnaravno mogoče. Lahko se pojavlja tudi v oblikah živali, ponovadi to mačka, miš, pa spet kača. Kača je res pogosta v teh bajkah in pravljicah, vedno. Zdaj smo prišli še do ženske verzije, ki se ji pa reče kikimora. Ful dobro mi zveni in v bistvu je vse enako kot pri domovoju, samo da živi pogosto, to je ful seksistično, ampak pogosto živi za pečico, that's terrible, ali pa na podstrešju. To je pa kikimora, drugače pa vse podobno, majhna ženica, bolj človeček, škratko kar duh itd. Aha, še tole je. Kakšne legende in posebni primeri, tale je zanimiv. Zgodbe pravijo, da je domovoj deloval kot glasnik usode. Če po noči nenadoma zazvoni v hiši, to je bilo lahko razbijanje ali pa neki težki koraki, ampak po noči to lahko pomeni, da bo nekdo iz hiše kmalu umrl ali pa da pride velika nesreča. Pa še v nekaterih legendah, če se je družina preselila v novo hišo, je bilo dobro, da je tam po delih in v stene nastavila kakšno hrano in kakšne stvari, da so ga podkupili, če so ga želeli sabo, da jim je potem sledil v novo hišo. Čeprav glede na to, mislim, če so se dobro razumeli z njemu, cool, stari, good for you, ampak če vam je pa težil, pa če vas je dušil v spanju, pa strašil otroke, pa upam, da ste ga pustili v prejšnji bajti. What the hell are you doing? Naslednja in zadnja naša legenda, ta je bolj zanimiva, ker rusalke, ne vem modeli, mi imamo tudi v zgodovini naši morske deklice, na nek način. Samo da one niso imele repa. Rusalke so zelo lepe ženske, ki se pojavljajo v vseh oblikah voda in potem zvabijo moške pogosto v smrt. Ampak niso načeloma z morskim repom kot morske deklice, ampak so samo duhovi potopljenih mladih žensk. Ženske so ponovadi umrle v nekih nesrečah, nepredvidljivo, premlade itd. Značilno je, da zvabijo potem moške in jih zbegajo in jih spravijo v vodo in potem pogosto svoje lase uporabijo tudi kot mreže. Tako dobesedno se razprostrejo v teh zgodbah in jih kar zapnejo ali pa ulovijo v vodi. Baje ne bi izgledale skoraj prosojne, zelo lepe, ampak skoraj prosojne, povsem imajo dolge lase, ne pa repa. Še vedno imajo noge. Spet ta dualnost pride, včasih so bile povezane z rastjo, pomladjo, naravo. V drugih zgodbah pa so simbol smrti, maščevanja in nevarne privlačnosti. Zdaj tako, ne samo v morju, pojavljajo se rusalke tudi v jezerih, v mlakah, v rekah, torej v vseh možnih vrstah voda. In rečeno je tudi, da če je človek včasih samo šel stat ne na rob vode, ampak v plitvo vodo, tako da so bile samo noge noter, so bile one sposobne ga z rokam potegniti noter. Če mene vprašaš, gre spet za neko paranormalno razlago normalnim pojavom, če se je nekdo utopil, da ni znal plavati, bilo kaj, so oni spet, rusalka ga je vzela, ne? Mogoče, kot zgodba, kot pripovedka. Pojavljajo se v legendah, da so, če naletiš na rusalko po noči, tvoj razum zabrisan, zgubiš orientacijo, utoneš ali pa postaneš nor. In s tem smo prišli do konca tega videa. Upam, da ni prekratek, ampak meni je bil ful všeč, ful zanimiv. Tako da če bo še hotel part tu in če bojo ogledi dobri, bom naredila drug del, ker teh biti je še dost. Meni so res amazing. Pa napišite, če sem kakšne pozabila povedati. Meni je bilo ful nostalgično o tem govoriti, ker me je prav spomnil na one stare pravljice, ki so imele ful duše, ki so skice noter, pa risbice, ki upam, da bojo tudi v tem videu kakšne, ko te videli, kako je bilo vse tako bolj z dušo narisano in si lahko predstavljaš to tam in tiste stare čase in kako so si oni to predstavljali. I love it. Preden grem, ne pozabite na tole early bird ponudbo za Svet užitka adventni koledar, ki je tako lep letos. Tako da je tale, ne upam jo povedati, da nam narobe, mislim, da je Alenka pomišljaj AT25, samo do 12.10. To bo verjetno najcenej, kar bo, tako da pohit zagotovo si ga, ker vedno so razprodajni, ker je tako najbolj amazing stvar ever. Zdaj se pa jaz poslavljam, hvala, ki ste gledali, se gledamo naslednjič, verjetno naslednji petek, pridni bote, radi se imejte, Alien Mama out. Bye.